Na trgu Svetega Petra je 30. junija potekala še zadnja avdienca pred poletnim premorom, tako imenovana jubilejna avdienca. Julija namreč Sveti oče ne bo imel srečanj z verniki. Naslednja splošna avdienca bo v sredo 3. avgusta. Kateheza je bila namenjena delom usmiljanja. Usmiljanje brez del je v sebi mrtvo, kar usmiljanje naredi živo, je njegov stalni dinamizem, da gremo naproti potrebam in pomankanju tistih, ki se nahajajo v duhovni in materialni stiski. Usmiljanje ima oči, ki vidijo, ušesa, ki slišijo, roke, ki dvigujejo, je dejal papež Frančišek zbranim na trgu Svetega Petra in nadaljeval. A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino. Včasih gremo mimo situacij dramatične revščine in zdi se, da se nas ne dotaknejo. Vse se nadaljuje, kakor da ne bi bilo nič, v brezbrižnosti, ki nas na vse zadnje naredi za hinavce in ne, da bi se tega zavedli, se konča kot oblika duhovnega spanja, kjer je duša neobčutljiva, življenje pa nerodovitno. Ljudje, ki gredo mimo, ki gredo skozi življenje, ne da bi se zavedli potreb drugih, ne da bi videli mnoge duhovne in materialne potrebe, so ljudje, ki gredo mimo, ne da bi zares živeli, so ljudje, ki ne služijo drugim, je dejal papež Frančišek in zbrane opogumil, naj tega ne pozabijo, kdor ne živi, da bi služil, ne služi življenju, je poudaril Sveti oče. Spregovoril je tudi o svojem potovanju v Armenijo. Ob tem je pojasnil razloge, kaj ga bo jeseni vodilo še v drugi dve kavkaški državi, Gruzijo in Azerbajdžan. Poudaril je krščanske korenine teh dežel, hkrati pa spodbudil upanja in poti miru. Zgodovina nas uči, da pot miru zahteva vztrajanje in nenehne korake, začenši z najmanjšimi, ki se postopno večajo. Zahteva tudi, da gremo naproti drugemu. Zato upam, da bodo vsi in vsak posameznik dali svoj prispevek k spravi, je poudaril Sveti oče in dodal, da smo kot kristjani poklicani, da smo kvas za bolj pravično in solidarno družbo.